Spoštovani gostje in novinarji, dobrodošli na slavnostnem podpisu memoranduma o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in družbo Google. Vabim ministra Marka Borisa Andrijaniča in podpredsednico za vladne zadeve in javno politiko pri družbi Google za območje Evrope Anete Kröber-Riel k podpisu memoranduma o sodelovanju. Sledi novinarska konferenca, zato govornika vabim na govorniški oder. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci ob podpisu memoranduma o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in družbo Google. Digitalizacija je letos v Sloveniji dobila nov zagon z novo ustanovljeno vladno službo za digitalno preobrazbo. Danes sklenjen dogovor z družbo Google pa bo še močneje podprl digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe, se bo omogočal številne projekte, preko katerih bodo mladi podjetniki in institucije dostopali do znanj z področja digitalnih veščin, umetne inteligence in socialnega podjetništva ter sredstev za zagon projektov. Več o pravkar podpisanem memorandumu nam bodo sedaj povedali Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anete Kröber-Riel, podpredsednica za vladne zadeve in javno politiko pri družbi Google za območje Evrope, ter Rowan Barnett, vodja Google.org za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Kot prvemu govorcu sedaj predajam besedo ministru za digitalno preobrazbo. Mark Boris Andrijanič, beseda je vaša. Najlepša hvala za tako prijazen uvod. Spoštovani minister Cigler Kralj, dragi Janez, spoštovana gospa Anete Kröber-Riel, spoštovani gospod Rowan Barnett, spoštovani predstavniki Inštituta Jožef Stefan, Laboratorija za bioinformatiko, Fakulteta je za računalništvo in informatiko, Centra odličnosti Ekonomske fakultete in pa sklada Fund O5. Spoštovani predstavniki medijev, danes je zares zgodovinski dan za digitalno preobrazbo Slovenije. S podpisom partnerskega sporazuma in investicijo podjetja Google uresničujemo vizijo Slovenije, ki je napredna, moderna in odprta v svet. Današnji dogodek predstavlja tudi pomemben mejnik v kratkem, a izjemno aktivnem življenju naše vladne službe za digitalno preobrazbo. Ponosen sem, da je z letošnjim letom digitalizacija Slovenije dobila nov zagon.
Kot veste, je bil aprila ustanovljen Strateški svet za digitalizacijo, ki ga sestavlja več kot 50 vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju digitalnih tehnologij. V samo 2 mesecih je Strateški svet pripravil 40 ambicioznih ukrepov za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in pa družbe kot celote. Da bi ti ukrepi čim prej zaživeli tudi v praksi, je bila avgusta ustanovljena vladna služba za digitalno preobrazbo. Naš cilj je jasen. Do konca tega desetletja želimo postati ena izmed 5 digitalno najnaprednejših držav v Evropi. Da je naša smer prava, dokazuje tudi letošnja uvrstitev Slovenije na evropski lestvici digitalne družbe in gospodarstva. Samo v enem letu smo skočili iz 16. na 13. mesto, kar nas prvič uvršča nad evropsko povprečje in pred države, kot so Francija, Italija in Portugalska. A drage dame in gospodje, to je šele začetek. Slovenija pospešeno uvaja napredne digitalne rešitve, ki bodo tako državljanom kot našim podjetjem prihranile čas, denar in živce. S pristojnimi resorji smo zagnali samodejno podnaslavljanje TV vsebin za gluhe in naglušne. V kratkem pa bomo začeli tudi s projektom upravnega virtualnega okenca, s katerim bodo lahko državljani reševali celo vrsto upravnih zadev prek varne audio-video povezave. V kratkem bo mogoče prek audio-video povezave odpreti tudi nove bančne in kripto račune. Naslednje leto pa bo zaživela tudi e-osebna izkaznica, ki nam bo omogočila mnogo lažji, hitrejši in pa enostavnejši dostop do spletnih storitev javne uprave in pa digitalnega bančništva. Ker je digitalna vključenost celotne družbe naša absolutna prioriteta, bomo naslednje leto začeli s projektom Digitalni bon, ki bo največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini. Z njim bomo starejšim omogočili brezplačen dostop do tečajev digitalnih veščin in moderne računalniške opreme. Obenem pa bomo mladim omogočili brezplačen dostop do tečajev robotike, programiranja, umetne inteligence in pa podjetništva. Naslednje leto odpiramo tudi razvojno-gospodarski center v Silicijevi dolini in pa mednarodni center za uporabno in umetno inteligenco, ki ga snujemo v partnerstvu s Inštitutom Jožef Stefan. Vzpostavljen bo tudi center za pomoč slovenskim strokovnjakom, ki se vračajo v domovino, kar je izjemnega pomena za našo prihodnost. Ponosen sem, da se Slovenija z velikimi koraki končno prebija na digitalni zemljevid Evrope. K temu lahko rečem, je pripomoglo tudi izjemno uspešno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Uspelo nam je v marsikaterem primeru doseči skorajda nemogoče. Imamo politični dogovor o aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih, dosegli pa smo tudi pomemben preboj na področju akta o umetni inteligenci. Z velikim veseljem naznanjam tudi preboj, ki je bil dosežen danes na področju direktive o roamingu, namreč končno smo uspeli doseči dogovor, ki bo omogočal, da se roaming nadaljuje tudi po izteku trenutne direktive. S vsemi temi novimi dokumenti in zakonodajo bo evropski internetni prostor postal varnejši, odprtejši in bolj predvidljiv. Predvsem pa bodo bolje zaščitene pravice evropskih potrošnikov in pa naše temeljne vrednote. Dokaz, da Slovenija postaja nova digitalna zvezda Evrope, je tudi današnji podpis partnerskega sporazuma s podjetjem Google. V okviru tega partnerstva bosta Google in Google.org še letos investirala 2,5 milijona evrov v slovensko znanje na področju umetne inteligence in razvoj socialnega podjetništva pri nas.
Gre za največjo investicijo te vrste v naši zgodovini, ki bo pomembno prispevala k digitalnemu preboju Slovenije. Veseli me, da so med prejemniki sredstev naše vodilne raziskovalne, izobraževalne in pa podjetniške institucije, ki jim ob tem iskreno čestitam. V okviru partnerskega sporazuma bo podjetje Google podpiralo naš digitalni ekosistem tudi v prihodnje. Skupaj bomo vodili dialog na področju digitalne preobrazbe našega gospodarstva in družbe. Obenem bo naša vladna služba podjetju Google predlagala sodelovanje tudi pri drugih strateških projektih. Na koncu gre seveda velika zahvala podjetju Google in pa organizaciji google.org. Lahko rečemo, da je podjetje Google z današnjim sporazumom in pa investicijo dokazalo, da ni samo eno najinovativnejših podjetij na svetu, ampak tudi podjetje, ki je družbeno odgovorno in ki vlaga v okolje, v katerem uspeva. Hvaležen sem vam, da ste prepoznali izjemen digitalni potencial Slovenije in prepričan sem, da bomo tudi z vašo pomočjo lahko prišli na vrh digitalne Evrope. Najlepša hvala. Najlepša hvala, minister, za vaš nagovor. Google bo brezplačne izobraževalne delavnice in programe ter posvetovanja nudil tudi sedanjim in bodočim podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve. Brez dvoma digitalizacija močno vpliva na trg dela, ki pa mora biti odziven in vključujoč, za kar se zavzema Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato sedaj besedo predajam ministru Janezu Ciglerju Kralju. Hvala lepa za besedo, cenjeni visoki gostje, gospe in gospodje. Lepo vas pozdravljam na tem pomembnem dogodku, podpisu memoranduma, ki je podlaga za naložbe v višini 2,5 milijona evrov, projekte, ki so namenjeni pospeševanju digitalne preobrazbe slovenskega gospodarstva in družbe, vključno z raziskavami in razvojem umetne inteligence ter za socialno podjetništvo. Z vidika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ta podpis oziroma sodelovanje izjemno pomembno, saj digitalizacija močno vpliva tudi na trg dela. Trg dela mora biti odziven in vključujoč, kar je tudi ena od naših prioritet že od začetka tega mandata in kar je epidemija oziroma pandemija COVID-19 še poudarila. Tako se na ministrstvu sproti odzivamo na potrebe na trgu dela in eden takšnih prvih odzivov, katerega nas je spodbudila ravno pandemija, je bila digitalizacija. V smislu dela na daljavo, v smislu urejanja vseh zadev na trgu dela na daljavo. Z ekipo smo v interventnih ukrepih uspeli zagotoviti kar nekaj poenostavitev ureditev trga dela, dela na daljavo, kot je med drugim tudi hitra elektronska prijava preko sistema SPOT. Prav tako razvijamo in nadgrajujemo tudi projekt Platforma za napovedovanje kompetenc, za boljše napovedovanje potreb na trgu dela. Njen namen je razvoj sistema napovedovanja potreb po znanjih in ugotavljanju vrzeli po kompetencah na trgu dela. Veseli me, da bo Google sedanjim in prihodnjim podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve nudil brezplačne izobraževalne delavnice, orodja in programe ter namenska posvetovanja. Prav tako so izjemno pomembne naložbe tudi za socialno podjetništvo. V okviru širšega prednostnega področja socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine spodbujamo socialno podjetništvo in poklicno vključevanje v socialna podjetja ter socialno in solidarno gospodarstvo z namenom, da bi predvsem ranljivim ciljnim skupinam brezposelnih olajšali dostop do zaposlitve. Naj omenim program učne delavnice, ki je namenjen najbolj ranljivim brezposelnim osebam in ti se pri vstopu na trg dela srečujejo s težavami. Za ta program, ki bo trajal do konca leta 2023,
je namenjeno okvirno 9,5 milijona evrov. Prav tako podpiramo projekt Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab. Če sklenem, vesel sem, da je danes prišlo do tega podpisa in v imenu vseh, ki bodo s pomočjo Googla lažje, hitreje prišli do zaposlitve, lažje bili bolj konkurenčni in fleksibilni na trgu dela, se zahvaljujem in gledam z upanjem in optimizmom v našo prihodnost. Srečno. Najlepša hvala. Več o Googlovi investiciji in zavezi Sloveniji, potrebi po podpori socialnih podjetij in pomembnosti umetne inteligence pri gospodarski rasti nam bosta predstavila predstavnika družbe Google. Prvo k besedi vabim Anete Kröber-Riel, podpredsednico za vladne zadeve in javno politiko pri družbi Google. Dobro jutro. V zadovoljstvo mi je, da sem lahko danes tukaj. Prava pustolovščina je bila, da sem lahko prispela sem. Včeraj je bil moj let odpovedan zaradi vremenskih razmer. Nato sem letela v Graz, v Avstriji in nato z avtom pripotovala v Ljubljano, zato je bila noč kratka. Ampak danes sem tudi sprejela obljubo in lahko tudi potrdim, da sem zadovoljna, da sem danes tukaj. Minister Andrijanič in minister Cigler Kralj, hvala za prijazne uvodne besede. To priložnost bi izkoristila, da vam čestitam za učinkovito slovensko predsedovanje svetu EU. Dosegli smo napredek tudi pri varnostnih vprašanjih, naprimer, in tudi pri odzivanju na krize na evropski ravni in seveda tudi na digitalnem področju. Impresivno je bilo videti, kako Slovenija uspešno združuje zelo različna stališča, kot ste tudi omenili, in išče skupna stališča v svetu. Čestitam vam. Znaten napredek je bil dosežen pri aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Zelo ponosni smo, da smo del rastočega tehnološkega in digitalnega področja v regiji in Slovenija ima, kot ste povedali, znaten potencial za gospodarsko rast na podlagi digitalne preobrazbe. Internetna povezljivost, močan digitalni sektor in tako naprej in pa vaše gospodarstvo, ki temelji na malih in srednje velikih podjetjih in izvozu. Umetna inteligenca pa je brez dvoma ena od tehnologij, ki ima dolgo zagotovino v Slovenijo na področju raziskav in razvoja in tudi podjetništva. Razlog za dosežke v Sloveniji, ki so resnično izjemni, je, da imate največje število raziskovalcev na tem področju v Evropi leta 2020 in UNESCO je tudi izbral Slovenijo za sedež Mednarodnega raziskovalnega središča za umetno inteligenco in ste tudi predstavili ste tudi enega najzmogljivejših računalnikov Vega in Slovenija je bila tudi ena med prvimi državami Evropske unije, ki je sprejela celovito nacionalno strategijo za umetno inteligenco in tudi zavezo, da znatna javna sredstva nameni za projekte do leta 2025. To je resnično impresivno in tukaj se niste še zaustavili, to je začetek in veselim, da smo skupaj sprejeli zavezo za digitalno preobrazbo. Slišali ste že nekajkrat številko, da bo Google v naslednjih 2 letih investiral 2,5 milijona za to, da spodbuja to področje. Gre za to, da se premaknemo k
vključujočemu, trajnostnemu in zelenemu okrevanju. Opredelili ste potrebo za nadaljne investicije v infrastrukturo, inovacije in izvajanje na področju umetne inteligence. In komaj čakamo, da podpremo vaša prizadevanja. Poleg tega torej 1 milijon namenjamo spodbujanju razvoja sistemov IT, spodbujanju učenja o umetnih inteligencah in uvajanje v šolah lahko seveda zmanjša tudi pomanjkanje na področju talentov in izboljša dostop do umetne inteligence. Z našimi sredstvi, ki jih namenjamo laboratoriju za bioinformatiko na ljubljanski fakulteti, bomo z delavnicami pomagali študentom in učiteljem, da bodo videli, kako lahko uporabljajo umetno inteligenco pri različnih predmetih. Sredstva bodo namenjena tudi laboratoriju za usposabljanje učitev po svetu. 700.000 evrov namenjamo tudi Inštitutu Jožef Štefan, zato da postanejo vodilna izobraževalna platforma Evropi in skupnost za deljenje znanja. Kritičnega pomena je, da zagotovimo socialno inovativnost. Moj kolega Barnett, ki je vodja organizacije Google.org, bo več povedal tudi o tem vidiku. Verjamemo, da bi moralo digitalno gospodarstvo delovati v korist vseh. Pripravljeni smo podpreti Slovenijo po najboljših močeh, tudi pri okrevanju po pandemiji, zato da se zagotovi vključujoče trajnostno okrevanje. Google seveda je ponosen, da lahko skupaj z vami prispeva k okrevanju. Sedaj pa besedo predajam še kolegu Barnettu. Predajam še vodji družbe Google.org, Rovanu Barnettu. Najlepša hvala. Tudi sam sem zelo vesel, da sem danes tukaj v Ljubljani. Moja družina prihaja iz vzhodne Evrope in vedno sem zelo vesel, ko se lahko vrnem v to regijo. Tudi sam bi se rad zahvalil ministru Andrijaniču in ministru Cigler Kralju. Mislim, da sta zelo uspešna in ambiciozna in kako vam je uspelo doseči preboje na področju digitalne preobrazbe, dobro kaže ravno to. Ta digitalna preobrazba je odlična priložnost za to regijo in za Slovenijo. Poskrbeti moramo, tako kot je povedal minister Kralj, da ne pustimo nikogar ob strani. Vsakemu moramo zagotoviti dostop do teh priložnosti in možnosti. In to je tudi cilj in glavni fokus našega dela pri Google.org. Mi želimo opolnomočiti socialne inovatorje, socialna podjetja, jim zagotoviti najboljše vire, strokovno znanje, tehnologijo in tudi naša sredstva. Na ta način jih želimo opolnomočiti, da uspešneje rešujejo izzive in težave, s katerimi se spopadajo. Več kot 12 milijonov evrov smo v zadnjih letih namenili v tej regiji srednje in vzhodne Evrope in sicer prav pri zagotavljanju dostopa do digitalnih veščin, posebej za tiste bolj ranljive skupine, tiste iz podeželja, družine iz prikrajšanih okolij, zato da bi imeli delovna mesta, ki bodo bolj odporna za prihodnje izzive. Prav v zadnjih mesecih smo imeli poseben izziv, projekt v vzhodni in srednji Evropi in tukaj je bilo kar nekaj podjetij, ki so pripravili različne projekte za bolj odporno prihodnost. Med njimi je bila tudi Univerza na Primorskem s programi za bolj odporen turističen sektor in s temi projekti torej želimo zagotoviti temu sektorju več možnosti. Sredstva smo zagotovili tudi
organizaciji Simbioza v začetku letošnjega leta so pridobili sredstva za povečanje digitalne pismenosti pri starejših osebah. Uspeli so izobraziti 12.800 starejših oseb z dodatnimi znanji in veščinami, da torej zapolnimo vrzel in nikogar ne pustimo ob strani. Simbioza, ki jo je ustanovil Žiga Vavpotič, je ena od okrog 2,5 milijonov socialnih podjetij, ki zagotavlja službo več tisoč ljudem. In ta socialna podjetja imajo ključno vlogo v Evropi, prispevajo k bolj vključujoči, odporni in trajnosti Evropi, saj se osredotočajo na velike družbene izzive, hkrati pa imajo trajnostne poslovne modele. Države, ki zdaj iščejo na pot okrevanja in želijo postati bolj zelene in trajnostne, je torej pomembno poudarjati primerje, kot je Simbioza in podjetje Žiga Vavpotiča. Seveda pa smo že ugotovili, da mnoga socialna podjetja se spopadajo z različnimi ovirami, bodisi pri dostopu do izobraževanja, bodisi druge zakonodajne ovire. V kratkem bo Evropska komisija predstavila nov projekt za socialno podjetništvo. In kot je Enes povedala, pri Googlu in google.org smo pripravljeni odigrati svojo vlogo tako v Evropi kot tukaj v Sloveniji pri opolnomočenju teh podjetij. In zato z veseljem danes napovedujem in mislim, da verjetno ni boljšega prostora, kot da to napovem prav tukaj v Sloveniji. Torej z veseljem napovedujem, da pri Googlu 20 milijonov sredstev namenjamo novemu skladu za socialne inovacije, ki bo zagotavljal sredstva za socialne inovatorje in podjetja in spodbudil inovacije po celotni Evropi. Na ta način bomo pomagali podjetjem, da pridobijo orodja, sredstva in znanje, ki ga potrebujejo. In zelo vesel sem, da lahko povem, da bodo prva sredstva v okviru tega sklada prejeli v skladu Fund 05, ki prihaja tukaj iz Slovenije, torej 1 milijon evrov v podporo socialnemu podjetništvu tukaj v Sloveniji. Na ta način boste vi lahko zagotovili boljšo podporo invalidnim osebam, osebam iz podeželja pri oblikovanju, ustanavljanju socialnih podjetij. In poleg tega bomo prispevali tudi 500.000 denarnih sredstev za socialna podjetja, za zagonski kapital, da sploh ustanovijo podjetja, da torej naredijo tiste prve korake. In zelo se veselim prihodnosti in vseh inovativnih podjetij, ki bodo prišla in nastala v Sloveniji. Mislim, da imate tukaj zelo ustrezne pogoje in tukaj pri Googlu seveda želimo podpirati takšne inovativne posameznike. Če želimo v polnosti izkoristiti potencial socialnega podjetništva v Sloveniji, moramo delati skupaj in zato se želim znova zahvaliti ministru Andrijaniču in ministru Kralju, pa tudi slovenski vladi za vaša prizadevanja. In znova, tako kot je povedala Anet, pri Googlu smo zavezani k tej naši skupni poti. Hvala. Danes med nami so tudi prejemniki sredstev, med njimi dr. Boštjan Zalar, direktor, in Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Štefan, kjer bodo sredstva namenili za razvoj umetne inteligence v Sloveniji, Blaž Zupan, vodja laboratorija za bioinformatiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Med nami prav tako Monika Lapanja iz Centra poslovne odličnosti ter Primož Šporar iz sklada 05. Vsi predstavniki bodo na voljo za kakšno vprašanje po konferenci, sedaj pa vabim vas, novinarje in novinarji in novinarke, da našim govorcem zastavite kakšno vprašanje. Prosim, kar pristopite do mikrofona, če je kako vprašanje.
Zanima predvsem za predstavnike Google. A je Google v preteklosti mogoče že podoben memorandum podpisal s katero drugo državo? In kakvi so bili rezultati tega, kako se to kaže, kaj si lahko, ne vem, predvsem me zanima recimo komentar tega, če je to se zgodilo že kje druge, ali pa če so podobno socialno podjetništvo recimo uvajali v kakih bolj revnih deželah sveta, denimo Afrika ali kaj podobno. Hvala. Zagotovo vam lahko nekaj povem o socialnem podjetništvu. V zadnjih letih smo investirali v socialno podjetništvo in sicer smo vložili več kot 10 milijonov evrov. Sedaj, ko poskušamo okrevati po pandemiji in pa si še bolj prizadevamo za to. To je tudi sektor, ki ga je COVID prizadel in zaradi tega smo se zdaj odločili, da okrepimo, podvojimo naša prizadevanja pri socialnem podjetništvu in upamo, da bo to nek operativni model za preostalo gospodarstvo, da bodo dali ljudi in planet v središče